Živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan. Blagoda sonce vodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo meja. Daroja, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo meja, kle sosed bo meja. Dragi moji, začel bi uradno v takem neuradnem ozračju, da se pa mi kar ne gre nekje v droge. Jaz bom rekel na kratko, dragi prijatelji, dragi znanci, spoštovani gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni na otvoritvi balinišča Društva upokojencev Komenda. Pravijo zdrav duh v zdravem telesu. Ja, telo je zdravo, duh je bil tudi zdrav. Toliko zdrav, da je zbral toliko poguma, da je to balinišče dograjeno po vseh mednarodnih standardih in po pravilih, ki prenesejo tudi mednarodna tekmovanja. Veliko dela je bilo vloženega v to, veliko truda. Pa kaj naj bi človek rekel dalje? Toliko ur, kot so ga naši požrtvovalni člani, pa tudi nekateri nečlani vložili v to, je težko opisati in težko povedati. Menim, da bo to šlo bolj ne od rok, ampak od jezika, tistim, ki pridejo na vrsto za mano. Prav prisrčno pozdravljamo predsednike sosednjih društev, prišli pa so Stane Sinčič, Društvo upokojencev Kamnik, Janez Basel, Društvo upokojencev Cerklje, Janez Trebušak, Društvo upokojencev Motnik, podpredsednik Alojzij Janežič, Društvo upokojencev Mengelš, Janez Marčun, Društvo upokojencev Šinkov Turec, Janez Potočnik, Društvo upokojencev Vodice. Sedaj pa vabim na oder predsednika Društva upokojencev Komenda, gospoda Janeza Knovca. Spoštovani gostje, spoštovani prijatelji, predsedniki sosednjih društev in seveda spoštovani župan občine Komenda, gospod Tomaž Drolec in občinska uprava. Ko smo pred 5 leti so se odločili, da povečamo dejavnost Društva upokojencev Komenda s pevskim zborom, folklorno skupino z ansamblom, dramsko skupino in recitatorke na področju kulture ter šahovsko in balinarsko sekcijo na področju športa, ni nihče pričakoval tako velike dejavnosti Društva upokojencev Komenda. No in prav danes smo na otvoritvi enega največjih dosežkov, otvoritve najsodobnejšega štiristeznega balinišča. Balinarsko sekcijo že od ustanovitve dalje vodita Alfons in Pavla Krova. Začeli smo z igranjem na balinišču Hram Gorjan na Gori in nadaljevali na Doklici. Ob tej priložnosti se gostiču Hram Gorjan in balinarskemu klubu Doklica najlepše zahvaljujem. Velika želja po svojem balinišču je bila prisotna že nekaj let. Zato smo intenzivno iskali lokacijo za novo balinišče. Z veliko pomočjo župana Tomaža Drolca se je našel ustrezen prostor pri planinskemu domu na Podboštvu, ki je v lasti Planinskega društva Komenda. Podpisana je bila pogodba o medsebojnih obveznosti med Planinskim društvom Komenda, Društvom upokojencev
in usklajena z občino Komenda. Da bi se lahko pričeli z izgradnjo, je upravni odbor društva upokojencev Komenda imenoval gradbeni odbor v sestavi. Alfons Hrovat, predsednik, zadolžen za organizacijo. Alfons Kern, vodja projekta, zadolžen za celotno izvedbo del. Janez Klimovec, zadolžen za pridobivanje finančnih sredstev. Filip Železnik, član odbora, in August Sodnik, član odbora. Doslej so člani vložili v izgradnjo preko 2000 prostovoljnih delovnih ur ter prispevali donacije v višini 400 000. Sam vodja projekta, gospod Alfons Kern, je sam opravil 520 delovnih ur, gospod Hrovat Alfons pa 320. Sam pa sem pridobil preko 4 milijone pomoči v obliki donacij, materijala ali ostalih uslug. Brez pomoči naše občine Komenda ne gre in našemu županu in vsem na občinski upravi, ki so kakorkoli pomagali, najlepša hvala. Zaradi odsotnosti vodje balinarjev Alfonsa Hrovata nam bo gospod Filip Železnik v nadaljevanju povedal, kdo vse so prispevali, da smo danes lahko na tej otvoritvi. In kaj vse smo vgradili v izgradnjo balinišča. Navoženega je bilo preko 2000 kubičnih metrov gramoza, porabljenih 50 kubičnih metrov ustreznega vodoodpornega betona, položenih 150 tekočih metrov robnikov, porabljenih 2000 kg betonskega železa, opravljena drenaža na celotnem terenu in zato položenih preko 500 tekočih metrov drenažnih cevi in drugih cevi. Zaradi zamočvirjenega terena je bilo položenih 1500 kvadratnih metrov ustreznega filca. Balinišče ima napeljano razsvetljavo, napeljano vodo s števcem porabe, celoto je urejeno odvodnjavanje. Položene so tudi talne plošče in postavljeno primerno korito za umivanje. Na celotnem kompleksu, tam kjer je to potrebno, so površine asfaltirane in na zelenih površinah posejana trava. Kmalu bomo imeli tudi brunarico za naše rekvizite in društveno dejavnost. S tem bo objekt v 6 mesecih od pričetka izgradnje do današnje otvoritve v celoti dokončan. Tako bo tudi uresničena obljuba, ki smo jo dali upokojencem, naši mladini in članom hokejskega kluba Komenda, da jim bomo po zimi pomagali pri njihovi dejavnosti in rekreaciji. Namreč, poleti bo balinišče za naše potrebe, po zimi pa bo možnost z nalitjem 3 cm vode narediti veselišče. Pred nami je čas volitev v občinski svet. Lahko rečem, da imam kot občinski svetnik veliko zaupanje občanov, ki so mi zaupali, da smo lahko realizirali našo zelo veliko in široko dejavnost. Izredno dobro dolgoletno sodelovanje z našim županom, gospodom Dolec Tomažem, je porok, da bomo tudi njega izvolili za bodočega župana naše občine. In kakšna aktivnost nas čaka v bodoče? Že to soboto nastopa naš pevski zbor v Narodnem domu v Celju. To je velik dosežek peti v Narodnem domu v Celju. Čestitamo našemu pevskemu zboru. To soboto nastopa naša folklorna skupina na prireditvi občinskega praznika občine Vodice. 7. in 8. oktobra nastopa naša folklorna skupina na dnevu slovenskega podeželja v Cerkljah. V soboto, 14. oktobra ob 17. uri, bo v športni dvorani Komenda največja letošnja kulturna prireditev v občini Komenda, revija pevskih zborov upokojencev Gorenjske. Gostje večera bodo združeni pevski zbori Rače pri Mariboru. S tem bomo proslavili tudi 5-letnico delovanja našega zbora in celotne kulturne dejavnosti. Ob novem letu bomo priredili skupaj s Cerkljani in Vodičani novoletne koncerte. V letu 2007 bomo zopet po 5 letih organizatorji srečanja upokojencev in županov Gorenjske. To pa bo tudi generalka za največjo možno prireditev med upokojenci. Srečanje upokojencev Slovenije v Komendi leta 2008.
Pri tako veliki in raznoliki dejavnosti društva, ki je nastal v obdobju zadnjih 5 let, nam celo nasprotniki priznavajo, da smo največje in najbolj aktivno društvo v občini Komenda. Želim vam prijeten večer in hvala lepa vsem skupaj, ki ste pomagali pri realizaciji tega projekta. Na oder vabim župana občine Komenda Tomaža Drolca. Hvala lepa za povabilo in kako naj začnem, sem premišljeval. Začel bom z mojim geslom, le dejanja naj veljajo. In se zdi, da je to geslo šlo v ušesa, seveda in najbolj, in prav je, da zdaj zaploskamo človeku, ki je najbolj zaslužen in res zasluži, se zdi, da bi ta praznik lahko začel on praznovati vsako leto, mimo bomo pa stisnili roko. Alfons Keren sedi tam nasproti, Fonda ustani, se te vidimo, čeprav se veli, gledajte, danes nas tle na Podborštu 100% ne bi bilo, ukolikor se ne bi res najdel nekdo, ob katerem tudi tistem, ki pravijo, da smo pridni, tle planinci zraven, marsikdaj zardijo lica. Res z njim se mi zdi, da se niti eden ne more primerjati. Mogoče imamo mi planinci Maxa, ki bi ga lahko postavljal štric Fonza, drugi pa tudi v naši sredi, čeprav se res lahko pohvalimo, tudi planinci, da smo ogromno dosegali, se ne more primerjati. Seveda sam Alfons tudi ne bi mogel sam, ukolikor ne bi mu vedno ob sebi, no vedno ne, Fonza, ampak veliko krat, pa največkrat tudi pomoč in vašo, seveda, besedo. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, sem v šali dejal, sem ponovil predsednikove besede pred 5 leti, ko ste izvolili upokojenci našega predsednika Janeza Kimovca za svojega vodjo. No, in Janez je, kar zaploskajmo tako, zasluži si aplavz velik. Janez je dokazal, da je to mesto prevzel res odgovorno in z ogromno energije. Tudi Janez je eden tistih, ki mu vedno lahko rečemo kapo dol, saj se nikoli ne izogne še tako zoprnemu delu, ker v zadnjem času zbiranje denarja in podobne zadeve, verjemite mi, so veliko krat mnogo težje kot pa samo fizično delo. Zato, Janez, tudi tebi čestitam in seveda s tem, prav vsem čestitke, Janez, in en aplavz. In sem seveda čestitam prav čisto vsem tistem, ki sem vas videval tle na tem prekrasnem objektu, da je danes tak, kot je. Jaz sem prepričan, da se bodo marsikatera prijateljstva ponovno mogoče navezala prav na tem balinišču. Še bolj sem pa prepričan, da bomo sosedje, planinci in starejši občani v naši občini znali umno in pametno gospodariti, tako da bomo ostali prijatelji, kot smo zdaj. Ne bom se ponavljal, ampak bom končal tako, kot sem začel. Le dejanja naj veljajo in nam bo lepo. Hvala lepa. No, pogledajte, vzorčen primer, kako ljudje znajo delati in ne govoriti, je naš gospod Filip Železnik. Predsednik ga je povabil za kratko poročilo o delu in tudi po sporedu naj bi bilo. Filip, si na sporedu, lepo prosim. Veliko delaš, pa še govor malo. Lep pozdrav. To je naš komenski balinarski pozdrav na tekmah v rekreacijski ligi. Ta pozdrav je ustoličil vodja naše balinarske sekcije, gospod Alfons Hrovat. Danes ga žal ni z nami, ker se je ponesrečil, vendar hitro ukreva in upamo, da bo kmalu zopet z nami.
Že predsednik Društva upokojencev Komenda, gospod Janez Kimovec, je poudaril, da je naša balinarska sekcija zelo aktivna in da uspešno tekmuje v rekreacijski ligi in na raznih turnirjih, ki jih prirejajo v naši okolici. Mi se seveda teh turnirjev do sedaj nismo mogli privoščiti, saj nismo imeli ustreznega balinišča. Padali in tekmovali smo samo na enem igrišču, ki ni ustrezalo vsem izmeram balinarskih zahtev. Na tem igrišču smo preživeli oziroma prebalinali kar 4 leta. Lastniku balinišča Hram Gorjan, gospodu Tomažu Hrovatu, najlepša hvala za 4-letno gostoljubje in upamo, da bo tudi on kdaj prišel k nam pokazati svoje balinarske veščine. Gospod Tomaž, dobrodošel. Sedaj pa, kakor vidite, se nahajamo na novem 4-steznem balinišču, ki ustreza vsem balinarskim predpisom in je eno najmodernejših v državi. Vendar pa to balinišče ni zraslo samo od sebe, saj smo se zanj prizadevali že nekaj let. Najprej je bilo predvideno na Podborštu pri teniških igriščih, kjer naj bi se zgradil športni park. Vendar se tam ni nič premaknilo, zato smo upokojenci stopili v akcijo. Pod vodstvom našega predsednika Društva upokojencev in občinskega svetnika gospoda Kimovca ter vodjem naše balinarske sekcije gospoda Hrovata smo uspeli pridobiti lokacijo, na kateri danes stojimo. Seveda pa ima veliko zaslug za pridobljeno lokacijo naš župan Tomaž Drolec. Prepričan sem, če se gospod Tomaž ne bi toliko zavzel za nas, tudi tega balinišča ne bi bilo. Gospod Tomaž, balinari Društva upokojencev Komenda in tudi nekateri drugi, ki balinajo z nami, si ti za tvoje zavzemanje iskreno zahvaljujemo in upamo, da nam boš stal ob strani tudi v naslednjem mandatu, za katerega smo prepričani, da ga boš dobil. Zahvala za izgradnjo tega balinišča pa gre še celi vrsti ljudem, ki jih bom naštel. Veliko je teh ljudi, ki so svojim delom, materialom ali finančnim vložkom pomagali. Zato se že vnaprej upravičujem, če bom kakšnega izpustil. Vsaka gradnja je sestavljena iz organizacije dela, materijala in financ. Najprej bom skušal prikazati, koliko prostovoljnega dela je bilo vloženega v izgradnjo. Lahko je izmeriti ure tistim, ki so fizično delali, težje pa je izmeriti težo dela tistemu, ki je skrbel za finančno in materialno stanje izgradnje. To pa je naš predsednik, gospod Janez Kimovec. Mi balinari Društva upokojencev se ti lahko samo zahvalimo in upamo, da boš tudi v bodoče tako uspešen. Sedaj pa bom naštel delovne ure prostovoljnega dela in finančne prispevke upokojencev, ki balinajo ali pa tudi ne vsi. Najprej gradbeni odbor. Alfons Hrovat, predsednik gradbenega odbora, 320 ur, 58 000 dolarjev donacije. Alfons Kern, vodja gradbišča, 520 ur, praktično je tukaj spal. Oziroma, da ga ne bom žalil, delal, ne spal. In 10 000 dolarjev. Janez Kimovec, zadolžen za finančna sredstva, je že sam povedal, prispeval je še 80 ur in preko 4 milijona materialov in tudi v denarju. Sodnik August, član gradbenega odbora, 100 ur, 12 500 dolarjev. Filip Železnik, 115 ur, 10 000 dolarjev. Ostali upokojenci in balinari. Hrovat Pavla Komenda, 20 ur, 12 500 dolarjev. Sodnik Fani Gmajnica, 10 000 dolarjev. Sodnik Zoran Gmajnica, 10 000 dolarjev. Sodnik Tomaž Breg, 10 000 dolarjev. Ramoš Janez Komenda, 115 ur, 10 000 dolarjev. Misija Miro Komenda, 16 ur, 12 500 dolarjev. Misija Danica Komenda, 12 ur. Plivel Peter Moste, 62 500 dolarjev. Plivel Franc Nasuče, 110 ur, 10 000 dolarjev. Osolnik Jakub Komenda, 95 ur. Zver Alojs Žeje, 62 ur, 2500 dolarjev in danes nam je skuhal še bograč. Bravo, bravo.
Anton Komenda 72 ur, Ilič Vladimir Komenda 30 ur, Peterlin Milan Moste 24 ur $15,000, Štebe Franc Gora 26 ur $10,000, Slapnik Janez Gora 25 ur, Andrejka Janez Gora 28 ur, Juhan Ivan Potok 15 ur $10,000, Brulc Martin Komenda 24 ur, Hacin Tomaš Mlaka 15 ur $10,000, Špehonja Anton Žeje 22 ur $5,000, Prašnički Alojs Gora 22 ur, Žibert Miro Moste 96 ur in največ zaslug ima prav gotovo Miro, da bo tu nekod stala koliba Brunarica. Đulić Ivanka Mlaka 10 ur $10,000, Benda Janko Suhadole 22 ur, Pirc Anton Fotok 5 ur, Urh Marjan Mlaka $12,500, Kotnik Stane Kamnik $15,000, Romšak Jože Cerklje $10,000. Včasih bil član naše ekipe balinerske, sedaj pa je v Cerkljah svojo ekipo. Prelog Miljan Podbož $10,000, Koritnik Max Komenda $10,000, Hafner Drago Komenda $10,000, Pogačar Antur Gora $20,000, Kamšek Roman Gora $30,000. Tukaj moram posebej poudariti, da je Kamšek vedno pripravljen pomagati upokojencem. Žagar Domen Komenda $5,000, Ribol Drago Moste $5,000, Kern Janez Podborš 10 ur in za poseg smrek. Naslednji so podjetje in obrtniki, ki so prispevali v materialu in delo. Hidrotehnik Ljubljana, prispevek v materialu, Žurbetin Kamnik, prispevek v materialu, Graditelj Kamnik, prispevek v materialu, Rešet Kran, prispevek v materialu, Tesarstvo Lamovšek, Miran Moste, izdelava Brunarice. Brunarica je izdelana, samo še postavljena ni tukaj, bila zaradi slabega vremena. Misija Mero, prevoznik betona, brezplačen prevoz betona. Peterlin Janez, krovstvo in kleparstvo Križ, izdelava kleparskih del za Brunarico. Sodnik Tomaš, krovstvo in kleparstvo, izdelava Tabor. Cementni izdelki Juhan Moste, prispevek v materialu. Oblak Drago, aluminijasti izdelki Podboršt, prispevek v materialu. Maleš Ivan Nasuče, prispevek v delu. Vodlan Stanislav, Elektro Suhadole, prispevek v delu in materialu. Martinaš Ivan, Pleskarstvo Komenda, prispevek v delu in materialu. Spravo nam je v barve naš Balinerski plac. Kosirnik Marjan, strojna dela Moste, prispevek v delu. Voden Ande, strojna dela Komenda, prispevek v delu. Čebulj Slavko, prevozništvo Breg, prispevek v delu in materialu. Plevel Andrej in Tone, Tesarstvo Moste, prispevek v delu. Plevel Vilko, Tesarstvo Moste, prispevek v delu. Naslednji pa so ljudje, ki so prispevali les za Brunarico. Ivan Resnik Moste. Tukaj ne bom govoril, koliko je kje prispeval, samo bom pa prebral vse, ki so prispevali smreke za Brunarico. Ivan Resnik Moste, Mirko Kepic Moste, Ivan Novak Klanec, Boštjan Korbar Klanec, Jože Koritnik Klanec, Andrej Zarnik Moste, Peter Burgar Moste, Andrej Sivec Moste, Blaž Krumpestar Moste, Alojz Gašperlin Moste je prispeval denar. Plevel Vidmar Žeje, Pavel Vidmar Žeje, Andrej Lab Žeje, Miro Hočevar Žeje, Lamovšak Lado Žeje, Jože Zadrgal, Glavarjeva Komenda, Sergej Vode, Glavarjeva Komenda, Luka Šmik, Glavarjeva Komenda, Jože Lah Klanec, Alojz Lah Klanec, Rajko Kepic Klanec, Janko, Ivanka Horvat, Moste, Peter Jenko Potok, Max Lah Glavarjeva Komenda, Igor Štebe Žeje, Tesarstvo Štebe Moste, Tesarstvo Lap Moste, Janez Kralj Moste. Tako, ustavil sem se pri številki 87. Ko sem pisal to poročilo, sem se večkrat vprašal,
odkot ljudem toliko dobrote, da so se odločili za pomoč balinarjem društva upokojencev. Res je, da bomo v začetku to balinišče uporabljali v glavno upokojenci, vendar lahko pričakujemo že v bližnji prihodnosti ustanovitev balinarskega kluba v Komendi. Takrat pa bo uporaba tega igrišča za vse starostne skupine. Ampak to je že druga zgodba. Še enkrat bi se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izgradnji balinišča, najlepše zahvalil in vas povabil. Pridite balinat! Veste, dragi moji, tole naštevanje me je spomnilo na litanije. A veste zakaj? Toliko je imen in toliko je priimkov, toliko dobrih ljudi, da jim lahko rečemo, da so naši dobrotniki, pa zakaj ne bi na koncu rekli, priporočamo se ali usmilite se nas pri bodoči investiciji. Hvala še enkrat vsem. No in tisti del, za katerega je nekaterim nerodno. Nerodno tistim, ki priznanja prejemajo. To so skromni ljudje, to so ljudje, ki so ogromno doprinesli k skupnemu delu, vendar priznanja zaslužijo resnično iz vsega srca in z vsako dobro mislijo. Janez Kimovec, predsednik, pridi in podeli najprej priznanje, vse bo sam povedal. No, to priliko bi izkoristil, župan me je prosil še za eno besedo in prosim, gospod župan, beseda je tvoja. Sem mišli pa svetniki. No, gledajte, hvala Jana za to možnost, da popravim eno veliko svojo napako. Seveda, človek, ko pride takole na oder in zagleda tak auditorij, krasne zbor, je mal razstresen, sploh pa, če nima napisanega govora in kaj sem naredil. Pozabil sem tisto, kar mogo gotovo najprej narediti. Ne pozdraviti vas. Vsej se zdi, da so vas že drug pozdravljali. Pozabil sem se zahvaliti gospe, brez katere velikega srca nas danes gotovo ob vsej vnemi, ob vsem pridnem delu ne bi bilo tu. Snikarjeva Jelka je tista gospa, ki ste jo videli tamle zraven bajarja sedeti na klopi in ona nam je prodala ta košček zemlje, na katerem smo tole gradili. In za gospo Jelko Snikarjevo en aplavz. Če nas sliši, ona sedi tamle ob bajarju, če nas sliši, ta aplavz je namenjen njej. Seveda pa ta aplavz je bil ravno tako namenjen tudi gospodu Petru in gospodu Vinkotu, ki sta bila soseda te parcele, ki smo jo kupili in sta bila pripravljena narediti majhno komasacijo, da smo to parcelo dolgo in osko v tak lep okvir spravili. Še enkrat, gospa Jelka, najlepša vam hvala od vseh prijateljev balinarstva. Hvala. No, sedaj pa sledi tista zadeva, kar smo jo že napovedali. Priznanje je zaslužil človek, ki ga danes ni med nami. Žal je v bolnici predsednik balinarske sekcije Društva upokojencev Komenda Alfonz Hrovat. Mislim, da si bi najbolj on želel biti tukaj. Žal je v bolnici. Priznanje bo prejela njegova žena Pavla, ki ravno tako vodi balinarsko sekcijo. Mi vsi je čestitamo za tako delo, tukaj pa piše: kdor pridno dela in lahko meni, lahko brez vsega bogatstva živi. Zahvala Alfonzu Hrovatu, vodju balinarske sekcije Društva upokojencev Komenda, za organizacijo izgradnje balinišča Komenda 21.9.2005. Pavla, v imenu Društva upokojencev Komenda čestitam. No, mislim, da je naš župan uvodoma že povedal tisto, kar bi jaz
torej tega balinišča s toliko truda in s toliko energije, kolikor je vložil tukaj Alfonz Horovat. Zgleda, da smo generacija 42 rojena za to, da delamo, kar precej nas je tukaj. In Alfonz Horovat, prosim, če prideš na oder. Se opravičujem, dva Alfonza pa sta Alfonz Keren, se opravičujem, Alfonz. Dva Alfonza pa se to naredi. No, tukaj na tej zahvali, ki jo daje Društvo upokojencev Komenda Alfonzu Kernu, piše: zahvala Alfonzu Kernu za strokovno vodenje izgradnje balinišča in opravljenih 520 prostovoljnih delovnih ur. Društvo upokojencev Komenda 21.9.2009. To je dokaz doma ženi, da smo res tukaj. Čestitamo! V imenu balinarske sekcije smo za župana pripravili eno presenečenje, ki se mu obenem najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in njegov trud in se priporočamo še v nadaljnje. Zdaj pa še za našega predsednika, ki je tudi tako neumorno prosil okrog ljudi, da nam je nabral toliko sredstev, da smo mogli peljati skozi, in se mu najlepše zahvaljujemo iz vsega srca in mu zato tudi podarjamo srce in še v nadaljno podporo, da nam bi stal. In veliko uspeha še naprej njegovim kandidatom. Balinarje se ti zahvaljujemo za tvoj trud, za tok dela, za tok znarja, za vkaprni, da smo to lokali. Hvala lepa. Hvala lepa. Skupaj lahko veliko naredimo. Tak to samo biti pa zelo, zelo malo. Hvala. Med ljudmi pa se današnjega portija udeležuje tudi predstavnik Ljubljanske močne balinarske zveze. Gospod Branko, prosim. Gospod Stanek, žal bi njegova beseda, njegov mikrofon, prosim. Dobar dan. V imenu Balinarske območne zveze Ljubljanske je moj predsednik, ki me danes ima slučajno en pogreb in je mene zadolžil, da vas lepo pozdravljam. In je se bil zelo presenečen, ker je zvedel še leta v enem tednu, da se je takle veliko igrišče 4 stezno naredilo, ki je lahko mednarodnega pomena, tudi ne samo za upokojence, tudi za društva mladih, katerih je tu pri vas zelo manjka. Zato je želel, da veliko uspeha in lepe mete, ter čim prej, da se vključite v Ljubljansko območno balinarsko zvezo. Hvala lepa. Zdaj imam pa še v imenu Balinarskega kluba Buniča Količevo od veteranov, podajem eno malo priznanje, če bi šla gor, ne vem, kje je to, predsednica Balinarju Horvat Pavla, prosim. Lepa. Sedaj pa prihaja najbolj slovesni del srečanja, odprtje žanišča. Vabim župana Tomaža Drolca, predsednika Društva upokojencev Komenda Janeza Kimovca, vodja izgradnje balinišča Alfonza Kerna in Pavla Horovat, ki bo nadomeščala odsotnost moža, vodja balinarske sekcije. Prosim. Ja, se mi zdi, da je prav in pošteno. Jaz bom držal na eno konc, na drugemu bo Janez, vidva ta pa rezala, prav? No, evo. Evo, da ne pa, no, tako.
Evo še Pavla. No, lepo. No, da imamo še midva. Bravo. Evo. Zdaj idemo po vrst. Vsi pa bojo začetne mete nekako simbolično pokazali, kako znajo se približati ljudem in balničku. Ja, pa še sodnika prosim, gospod Filip Železnik in Avgust Sodnik. Sem Ivan Klede, podpredsednik Društva upokojencev Komenda in sem zelo ponosen, da smo danes otvorili ta balinarsko igrišče, katero bo res v ponos vsem balinarjem in vsem upokojencem in se še enkrat zahvalim občini Komenda in županu Tomažu Drolcu za razumevanje, da smo v tako kratkem času uspeli spraviti na plan tako igrišče, mislim balinišče. Upam, da bodo tudi mlajši radi balinali na njem, saj vsem bo dobrodošel, posebno pa upam, da bodo tudi ostali upokojenci radi prihajali na to mesto, kjer si bodo krepili svojo moč v svoji starosti. Lepo pozdravljam vse prireditelje, ki so sodelovali na tem baliniškem prostoru. Lahko rečem, da je to organizacija enkratna in da lahko verjamemo tistim, ki so žrtvovali svoje ure, svoje delo in svojo sposobnost, da se je ta balinišče na tem kraju, ki bo služil mnogim upokojencem in veliko in tudi mladim. Ko bo organizacija to urejena vse, da bo ta balinišče iz Brunarico možno vse, bo lahko zmeraj dobro in veselo. Skoraj nihče ni verjel, da se bo to izgradilo v letošnjem letu. Šele potem, ko se je začelo graditi in ko so skoraj vsi penzijonisti balinarji prestopili k delu, smo šele videli, kaj pomeni skupinsko delo. In vsi so bili presenečeni, da je bilo igrišče zgrajeno v tako kratkem času. No, jaz sem Stane Simšič, predsednik Društva upokojencev iz Kamnika. Danes sem se na povabilo naših sosedov iz Komende vključil na to slavnost, otvoritev balinišča. Izredno velika je pridobitev ne samo za Komendo, ampak za vse okoliške kraje, ki bodo prihajali balinarji meriti svoje moči. Naj ob tej priliki povem, da nas kamniške in komendske upokojence druži vrsta aktivnosti. Tako imamo skupne kolesarske izlete, hodimo po hribih, tudi sicer se družimo na številnih drugih področjih, da o balinarjih praktično ne govorim. Komenčani so zelo podjetni. Ta predsednik Društva upokojencev v Komendi, Janez Kimovc, je tako agilen, da ga je težko dohajati. Že pred leti so organizirali večje srečanje upokojencev Gorenjske. Ponovno so se odločili, da bodo v letu 2007 pripravili srečanje upokojencev Gorenjske, ki se jih udeleži približno od 5 do 6 tisoč upokojencev. Skratka, opaziti je, da je tukaj sodelovanje vseh dejavnikov v občini,
tudi županom občine Komenda izredno plodovito in učinkovito. Jaz jim lahko samo iskreno čestitam. Vesel sem, da sem lahko prisoten pri otvoritvi novega balinišča. Samo to moram povedati. Cel življenje sem se po svetu potepal, zadnje 4 leta sem doma in sem 4 leta član Komenskega društva upokojencev in moram reči, da nikjer nisem videl tako pridnih, tako družabnih in tako prijetnih ljudi, kot so člani Komenskega upokojenskega. Leži verjetno tudi malo na vodstvu, leži tudi malo na županu, leži na naši nikdar utrujeni organizatorki Mariji. Rečem pa samo to, še če bi se mogel enkrat odločiti, bi spet prišel tle dol. Ker se pa tega balinišča tiče, to pa lahko rečem, da smo upravičeno lahko ponosni, da nam je to v takem kratkem času in s takimi sredstvi in po takimi pogoji uspelo. Čudovito.